Berilo iz prve Mojzesove knjige. Potem, ko je Adam jedel od drevesa, ga je Bog poklical in mu rekel: Kje si? Odgovoril je: Tvoj glas sem slišal v vrtu, zbal sem se, ker sem nag in sem se skril. Pa je Bog rekel: Kdo ti je povedal, da si nag, ali si mar jedel od drevesa, od katerega sem ti prepovedal jesti? Adam je odgovoril: Žena, ki si mi jo dal za družico, mi je dala od drevesa in sem jedel. Tedaj je Gospod Bog rekel ženi: Zakaj si to storila? Žena je odgovorila: Kača me je zapeljala in sem jedla. Tedaj je Gospod Bog rekel kači: Ker si to storila, bodi prekleta med vso živino in med vsemi živalmi polja. Po svojem trebuhu se boš plazila in prst jedla vse dni svojega življenja. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. Ta ti bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na peti. Adam je imenoval svojo ženo Evo, ker je postala mati vseh živih. To je Božja beseda. Bogu hvala. Pojte Gospodu nova pesem. Pojte Gospodu novo pesem. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Zmago mu je pridobila njegova desnica, njegova sveta ramena. Pojte Gospodu novo pesem. Gospod je naznanil svojo zmago. V pričo narodov je razodel svojo pravičnost, spomnil se je svoje dobrote in zvestobe. V blagor Izraelove hiše. Pojte Gospodu novo pesem. Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu vse dežele, veselite se pejte in godbo. Pojte Gospodu novo pesem. Drugo berilo. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom iz nebes. Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izbral, da bi bili sveti in brezmadežni pred njim. V ljubezni nas je vnaprej odločil, naj bomo po sklepu njegove volje zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu in naj slavimo veličastvo njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljenem. V njem smo postali tudi dediči, vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po odločitvi svoje volje, da bi bili tako v hvalo njegovega veličastva, ki smo že prej upali v Kristusa. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod.
Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel ji je rekel: ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu: kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam? Angel je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi sveto, ki bo rojeno, Božji sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti, in to je 6. mesec njej, ki je nerodovitna, kajti pri Bogu ni nič nemogoče. Marija je rekla: glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Pred nekaj tedni smo pri verouku s sedmošolci opazovali ravno ta prizor iz začetka Lukovega evangelija, v katerem evangelist Luka opisuje srečanje Marije z angelom. In smo ta prizor postavili v vzporednico s prizorom, ki se konča tik preden se je začelo današnje prvo berilo. Namreč prizor srečanja Eve s kačo. Če si predstavljate, imamo ženo brez greha, Evo, v kateri pride angel, Lucifer, pod podobo kače. Steče pogovor, katerega rezultat je dvom, ki je zasejan v Evino srce. Kača Eve ne prepričuje o tem, da Bog ne obstaja. Eva Boga pozna, ve, da obstaja, se je z njim srečevala, pač pa usadi Evi v srce dvom glede tega, kdo je Bog. Ali je Bog oče, ali je Bog tiran. Je Bog nekdo, ki je skrben, ljubeč, pozoren, radodaren, ali pa je Bog nekdo, ki je sicer vsemogočen, ampak ima sebične namene, se za ljudi ne meni, razen kolikor koristijo njegovemu načrtu. In ta dvom, ki je zasejan najprej v Evino srce, se potem prenese tudi na Adama in iz njiju na celotno človeštvo. Ta dvom podre odnos med Bogom in človekom in od takrat naprej steče reševalna akcija z Božje strani, kako ljudem zopet na nek način pomagati pridobiti nazaj to zaupanje, kako se pokazati vreden zaupanje. In potem skozi vso zgodovino zaupanjem, s popolnim zaupanjem, da nas ljubi, da je usmiljen, da nam odpušča, da je dober in da dela v naš prid. Morda bi, ko premišljujemo o tem, kako biti podoben Mariji, kako v svojem srcu gojiti to držo zaupanje, ki jo je imela Marija,
Morda se nam lahko naseli dvom, v smislu Mariji je bilo enostavno, ker je bila vnaprej obvarovana greha. Mi pa smo z grehom zaznamovani. Pa se je dobro spomniti, da je pravzaprav vsak od nas pri krstu že očiščen iz vernega greha. In da torej vse tisto milost, ki jo je imela na razpolago Marija, imamo mi tudi na razpolago. Da se pa od nas pričakuje, da se bomo s to milostjo učili živeti, da se bomo učili z njo razpolagati, da se bomo učili z njeno pomočjo Bogu zaupati. Ker v resnici življenje vere ni toliko vezano na znanje, ki ga imamo. Zagotovo, Bog ne pričakuje od nas, da bomo slepo verovali. Ampak v enem trenutku je potrebna vera, da naredimo korak v neznanje, korak v zaupanje. Tako kot je to zaupanje potrebno vsak dan, ko se recimo šofer usede v avto, obrne ključ, mora zaupati, da čeprav ne ve, kako deluje motor z notranjim izgorevanjem, zaupa, da se bo to zgodilo. Tako kot šofer, ki vozi, ko vidi pred seboj nekaj, zaradi česar mora ustaviti, pritisne na zavoro, ne ve, kako deluje. Ampak zaupa, da se bo zgodilo. In to je tisto, kar mu omogoča, da se usede v avto. Tudi mi, ko pridemo, recimo, če pogledamo kdaj mladoporočenca na poroki, zagotovo veste veliko drug o drugem, ampak daleč od tega, da bi vedela vse drug o drugem. Je potreben en korak, ki ga naredimo v zaupanju. V zaupanju, da bo šlo, v zaupanju v dobrohotnost in v zaupanju v Božjo pomoč, v zaupanju v Božjo milost, ki je vedno znova z nami in ki nas na tej poti spremlja in nam daje moč takrat, ko se naše srce morda želi naseliti dvom, nezaupanje, strah. Zato, da bi lahko v resnici vztrajali in tako kot Marija tudi mi v svojem življenju izpolnili to poslanstvo, da se tudi v nas Božja beseda lahko učloveči, da tudi v nas, v našem življenju Božja beseda lahko postane meso, da se lahko uresniči. Ne zato, ker je to nekaj, kar bi Bog hotel, ampak zato, ker je v tem naša sreča, ker smo ljudje za to ustvarjeni.